ti tak za nek skeček, za neko zgodbo rabiš samo ta svoj zasuk, ki ga imaš v glavi. Ne? Se pravi, vsak od vas ima neko idejo, kaj bi se lahko zgodilo, ne? Že to, da enega modela Evropa na parkomatu. To je dovolj, to je zasuk. Ne? Pa rabiš samo, da več ljudi strela ideje in polniš ona polja, ki morajo biti izpolnjene. Lahko si gremo pogledati lokacijo, no? Pa se malo orientirati, kako bi lahko bilo. Prosim? Kaj praviš na to idejo? Aha, jaz bi te odvrnil od te ideje, ker je ful težko. Ne? To se včasih res to naredijo, da snemajo film in snemajo nekje zunaj in je vlak in ne vem kaj in reče, fuck it, itak zvok je pomembnejši od slike vedno, ne? Ti rabiš boljši zvok, ko rabiš sliko in rečejo, bomo pač zvok nasneli in potem grejo igralci v boot in gledajo sami sebe in probajo zadeti gibanje ustic. In dokler ti nisi šolan igralec, ki to naredi, pa tudi porabiš res dobrega tonca, ki zna narediti, da ta zvok umesti v tisto okolje, ne da ti gledaš ljudi, da se pred drevesom pogovarjajo, a zvok je, kot da je on govoril pač tu v zaprtem prostoru. Tako da vedno prioritiziraj zvok pred sliko. Vedno več razmišljaj o zvoku. Če si nekje, ker je dober kader tu v cesti, tako fajn cesta, ampak več čas pa si Vse to smo imeli zadnjič. Ja. Kaj smo že imeli? Bor mašino, ali kaj je imel? Ali je bila brusilka? Ampak glej, temu se tukaj ne moramo zares izogniti. To je vedno slovost, ko greš ven snemat, če se da ne snemat zunaj, probaj vedno dati. Če hočeš dva frenda se dobita, kje bomo obsneli, dajmo iti ven na klopcu. Ne, dobita se not. To je lekcija, ki si jo ti verjetno pri skečoholikih. Seveda, ker mi smo začeli, če povem zgodbo o skečoholikov, jaz sem posnel 6 skečov v 12 mesecih in sem jih smontiral in dal na YouTube. Potem sem bil podpisal pogodbo, da jih bom posnel 40 v 6 mesecih. You do the math! Se pravi, greš neizkušen nekaj delati in se ti zdi vse stvari cool, ne? In pa vidiš, po parih snemanjih vidiš, fuck, zunaj je nemogoče snemati. Prvič, ker greš na prvo snemanje in ti igralka skup pade, ker snemaš na 4 stopinjah julija. Ne? In se naučiš, ok, fuck, ne moremo na soncu biti, moramo tam biti in se ti take stvari nagaja. Potem ti nagaja zvok, potem si odviš, kako pomemben je zvok, snemaš in imaš v enem kadru, imaš letalo, zvok, ki leti na tam, drugem nimaš in potem se ti svetloba menjuje, tako kako se je vam, ne? In pol je v zadaj, enkrat je eno avto, drugič je prikolica, enkrat en gre mimo, pol gre stara mama mimo in tako nič ti ne klapa skup, ne? Imaš totalno nepredvidljive okoliščine, ko greš ven snemati. Tako da vedno, če si že zunaj, poskrbi, da boš imel v redu zvok, se pravi, da se odmakneš nekam od ceste, od neke najbolj prometnih stvari, ali pa neke ljudi, ki se tam pogovarjajo, ali pa nekaj, ne greš nekam za sebe, pa da kamero obrneš nekam, kjer se ti bo najmanj spreminjajo, ne. Se pravi, obrni stran od ceste, obrni nekam, kjer ne bo več čas folk letalo, ne. Ja, to je ena izmed najpomembnejših lekcij. Da mi povej, kako se je sploh začela ta tvoja ustvarjalna pot na področju filma, videa? Ja, jaz sem kupil... Ker ti po izobrazbi namreč nisi ravno filmar. Kot zanimivost po izobrazbi nisem to, sem doktor medicine, kar ni glih idealna izobrazba za postati filmar. Ampak, to bi mogel neko samo depresijo. Ne, jaz ko sem začel s komedijo ukvarjati, pa smo začeli nastopati, pa sem vedno hotel da bi nekaj pač vizualnega sem vedno hotel delati. In pa sem začel pisati še za nek show, ki je bil na Pop TV-ju in po hitro sem videl tak fakt. To, kar se dela za mainstream slovensko televizijo, to je res tak, mora biti harmonika, pa morata biti 2 pijančka, pa mora biti žena, ki pride, ki rega, ej žešna, ne? In sem bil tak, tu jaz nimam kaj delati. Če jaz hočem moje stvari spraviti nekam, da bo folk videl, to moram jaz sam posneti. Jaz moram sam spisati, sam posneti, noben ne bo tega posneti. Tudi če je dobro, ko bi rekli tak, ja, fuck it, babica v Kungu ti ne bo razumela, ne, stran pač. In potem sem tako začel, da sem kar kupil kamero in stavil na autofokus, ne, ker sem bral, da te Canon je naredijo kao filmsko sliko, ne, in sem kupil fotič, pa dal na autofokus in ni naredil filmske slike. In sem se koliko leto res smatral, pa si tisto gledaš YouTube videe, kako narediti pa to, pa si še neke knjige kupil, pa neka knjiga o režiji, pa tak, da se malo naučiš in da je dejansko nekako izgledalo tako, kako bi približno moglo, ne. Ampak potem se naučiš, da predvsem luči naredijo bolj filmsko sliko, pa take stvari, pa ozadje, pa kako skadriraš, ne. Ni samo, da zdaj si pa ti kupil dobro kamerico, pa dober objektiv in to bo to, ne.
Jaz sem pa začel čisto tako snemati, da sem iz tistega keša, ko sem si prihranil iz pač stand-up komedije, ko smo nastopali skozi, pa si pač nekaj ustalo na društvo in si kupil kamero, enega takega, ki se ga imam s sabo še starejšega snemalnika, nek mikrofonček. In pa sem pač začel pisati skeče, pa jih snemati pač s temi kolegi, ki sem jih imel, ko sem vedel, da jih to zanima, čist pač tisti, ki jih lahko zlorabiš in veš, da bojo za, ne. In tako pač Aleš je bil pač moj ful dober kolega iz komedije in bilo tako, da boš ti igral zdravnika, tako za en skeč in je pač bil za in Aleš še taki ful yes guy, kao, ja, se jaz poznam enega mojega frenda, ko ima zobo zdravniško, bom zrediti ordinacijo in bilo tako, ti bi lahko bil producent, ne. Pa da Aleš danes bil izvršni producent pri oddaji, ker je ta model, ki je lahko zrihta. In potem vem, da sem začel nekaj snemati in mi je Saša vprašal, ti nekaj snemaš, pa tako meni to tudi ful zanima. Pa smo šli enkrat na kavo, pa sem bil tako, da ti mu kaj rekel, in potem sem ga enkrat snel, kdaj bova enega skupaj posnela, pa smo skupaj posnela, pa sem ga gledal, sem bil tak, mislim, da ta tip zna igrati. On ne zna igrati, ko on je v Infraligi igral, ne vem, od srednje šole. To je bil Sašo Starek, ko še ni vodil talentov. Še ni vodil, Sašo je pisal džavke za isti šov, Vitim Peru šov se imenoval in je pisal pač džavke isto kot jaz za njih in ogreval publike isto na tistem šovu smo se izmenjevali. En petek smo bila jaz pa Aleš, drug petek sta bila pa Sašo Starek pa Rok Buhinc. In pol je nekako tako prišla in ko smo rabili po četrtega, pa smo dali še Gašperja zraven. Ne, Gašper pa tudi tako bil vedno za, pa smo ful nastopali skupaj. Po še on bil zraven in po smo kar tako naredili tisto ekipo in smo res prišli, jaz sem imel ful to idejo, da se naredi, sem bil poseden za Key & Peele sketch show je bil, če se ga kdo spomni na ameriški. In bil tako res dober, pa pol je Inside Amy Schumer je bil še en sketch show, pa Kroll show, pa pol SNL je začel delati te skeče, ker skeč je včasih bil narejen ful drugače, preden se je tehnologija razvila, ker skeči so bili snemani s televizijskimi kamerami recimo, ne, in to je izgledalo kot neka Santa Barbara, ta stil slike, ne, telenovela stil slike, tak ful bolj preprosti, ne. Ko se je pa tehnologija razvila, pa se enostavno lahko tudi za TV posneli tako kvaliteto, kot je na filmu, ne. In to so začeli pri SNL-u delati pa Key & Peele, da te skeči 3 minutne, to je izgledalo, kot da ti gledaš en insert iz enega ful dobrega filma, ne. In mene je to ful potegnilo not in zato sem kupil kamero, začel snemati. In sem pomnil idejo, taki skeč bi lahko mi tudi, taki šov bi tudi mi lahko naredili, da bi imel kombinacija skečev pa stand-upov to. In potem smo se enkrat dobili, da bomo mi posneli, da sem razložil, bil smo se jaz pa Sašo pa Gašper, da bi naredili pač ta pilot, da bi res bilo, moja ideja bila 6 skečev, kao da bi bilo pol urno 6 skečev, pa to in smo se zmenili, da bomo to posneli in potem 2 leti nismo naredili nič, življenje gre mimo. In potem se je zgodilo, da smo neko pisarno skupaj imeli, ker vsak je rabil nek plac, da se malo odmakne od doma, pa nekaj dela. Ti si že imel otroke takrat? Ja, 1 leto je bil star mal, ja. In jaz sem vmes, ker me pač ful to zanimalo, kako se kaj snema, pa sem videl, da nimam pač mene to ful viro, nisem imel nobenega predznanja o sliki, video, grafiki, obdelavi, pač vedel sem, kako izgleda končni produkt, nisem pa vedel nič o tem in potem sem se vpisal izredno na Inštitut in Akademijo za multimedije, IAM v Ljubljani, in sem en letnik hodil tja. In mi je bilo v bistvu ful dobro, čeprav zdaj ne moram reči, da tam se pa ful naučil, ampak ker sem res začel z nula, kaj je pixelska, rasterska, kaj so vektori, in se začel delati v Photoshopu, v Illustratorju in potem se naučil montirati v Premierju, ne. In dejansko tak si čisto iz neke osnove sem prišel, predvsem, da sem dobil ta pogum, da sem vedel, fakt, se to ni nič tak težkega, ne, tebi se zdi tak, fakt, to moraš biti res genij, da to zmontiraš, pa tako vidiš, ne, ta model ni genij, ta dela to profesionalno, vidim ga, da ni genij, ne, in pač enostavno, ampak ko znaš te stvari iz neke osnove, pol lahko ful več delaš z njimi, ne. No in potem se je to zgodilo, da smo imeli pisarno skupaj in tako en dan pride Gašper pa reče, sem slišal nekaj, da na Vojetu rabijo neke vsebine. Sem se zmenil za sestanek. Kaj si ti naredil? Ja, petek. Ok, izgleda, gremo na sestanek. In smo šli, ampak to je pa spet ta Gašperjeva, kao ti sam greš, ti ne imaš, pač avto gre proti tebi, ti greš proti njej, In smo šli na sestanek, smo dejansko uspeli prodati eno zadevo, ki ni obstajala, niti nismo imeli opreme za njo. Ampak so pol prosili, če bi neki preview jim dal in sem tiste skeče, ko sem že imel posnete, sem skupaj zmontiral in vmes sem dal tisti stand-up, ko sem prej rekel od Tina Vodopilca, ko sem v Zagrebu snemal njegov special, tako s 3-4 kamerami, pa čisto solidno bilo. In sem pol tisto poslal in so bili tako, YouTube kvaliteta, ne, ampak kao so hoteli
dajmo nekaj boljšega in so nam dali res nek minimalen cash, ki niti ni vseh stroškov pridil, da smo naredili pilota, ne? Da smo res posneli pol neke 4 skeče, pa še neki vmesni del in pol so rekli, ok, stamp of approval lahko. Ne? In pol smo dobili tak budžet, da nismo kaj dosti mogli z njim, ampak paket smo šli delati. Ne? In to je, pa se učiš sproti na napakah, kako naporna je videoprodukcija in kaj napak ne delati. Ne? Zunaj, zvok. Ja, jaz se spomnim, jaz sem takrat delal še tam v Liljanu, v pisarni, pa se spomnim, da si tako kdaj poklical. Una vaša pisarna, mogoče prosta, takrat pa takrat, ker mi bi nekaj snema. Ja, točno nekaj smo tam posneli, ja. Ja, zanimivo tisti, ampak mi smo na nek način zlorabili takrat Facebook video, vam prišel, prej bil YouTube si imel, ne, YouTube je še nekaj časa lahko zaokrožil, pa je Facebook kar skinul to in je Facebook dal svoje videe in je ful propagiral. In glih v tistem času smo mi ven prišli in je Facebook ful pušal te videe. Ne? In smo nekako imeli glih srečo, da tisto leto takrat smo ven prišli. Ne? In vem, da je ful največji zagon, je imel en sketch je bil, da sem s policaj, pa je Gašper en tip, ko ima truplo v prtljažniku. Ne? In tisto je res ful tak naredilo, ker je res bil tak čez noč. Ne? Ampak ta sketch, če se spomnim, smo bila midva zmenjena, da greva snemati 2 leti prej, sem da bi jaz mogel biti the bad guy tipu policaj. To so se mi že menili. Ja, jaz sem že lokacijo, pa je slabo vreme bilo napovedano, pa neki moj mali zboljen, pa kar niso to postavili. Res. Kot se Prav, jaz bi lahko bil. Ampak takrat ta sketch ne bi šel tako daleč, ker Facebook še nima videa. Ja, če kaj sem malo to vprašati? To se je zelo vesel pisal, da je že 55 ja. sekund, ko se pošteva. Se pravi, tako se je začel, sprav si bil tukaj na tem IAM-u in tukaj si se nekaj naučil, pa sproti si se največ učil, ne? In kako si pa to opremo financiral, mislim, to si rekel, neki mali stand-up, kar si zaslužil, si vse vlagal, sam not, neki si... Ja, nek delček se mislim, da je bila ta prva kamera, kupil sem Canona, ki je bil taki prvi Canon, s katerim so res naredili, kao, ok, ta pa bo ful bolj za video, ker so dali, da je zaslonček, da ga vendaš, pa ga lahko rotiraš, ne? Spravi, da si vedno nekako nastaviš, da fajn vidiš. Tisti Canon je bil Jurija evrov. In ko še neke akcije bil, da si za Jurija 100, kako si dobil z objektivom, ne? Tako, da zmore autofokus, kaj se mi spač daš na autofokus, pa to. Ne? Ko si še to kupil, tako to je bilo res tistega keša, ko sem ga zaslužil iz pisanja za šove, pa iz stand-upa, pa tako. Koliko smo pa dobili, da bomo delali, ne? Potem smo pa z tistega budžeta, ki smo ga dobili, smo dejansko del budžeta dali, da smo kupili predvsem majk dober, ne? Pa boljši snemalnik, pa ena take prav objektive, ki so za fotič, ampak so za video, ne? Da v bistvu nimajo sploh autofokus, ampak take lepe, take kovinske zobnike imajo, da jih lepo urolaš pa to, ne? Ampak vse niso tako dragi, to so objektivi za 350 € en, ti rabiš 3 objektive po navadi, ko snemaš. Rabiš 35 za total, 50 To so fiksni objektivi. Fiksni objektivi, ja. Se pravi, ja, večinoma se snema vse s fiksnimi objektivi, ker prednost fiksnega objektiva je glih to cena, ne? Ker če ti dober objektiv kupiš, ki ti bo pokril vso področje, ne? Se pravi, od totala do close-upa, tak objektiv ali bo poceni, pa bo pač vsak od teh kadrov malo bolj za nič, ne? Ker ne more vsega narediti za ta denar, ali pa bo pač ta objektiv full drag, ne? Ker te objektivi sta tak čez Jure, če je dober, ne. Drugače lahko pa ti kupiš pač ponavadi, jaz sem na začetku snemal z enim objektivom, ko sem si pol kupil 50, pač 50 je klasičen objektiv, ker objektiv 50 mm je največji približek našemu vidu, človeškemu očesu, kak mi vidimo, ne. Ker dejansko kao objektiv naredi, recimo close objektiv, on je ta velik, ko vidiš, da na tekmah ne slika oddaleč, ne, on ti splošči faco, ne. Ti če gledaš sliko, da bi jaz za njega poslikal s 50-ko, pol pa ne vem, z tisto 200-ko, on ima faco ful bolj sploščeno, nos stisne, ne, to ti on naredi, ne. In 50-ka je tisti, ko ti naredi najboljšo sliko realno, ne. Se pravi, če boste snemali kaj, pa rabite, imate denarja za en objektiv, imejte 50, vse se da posnet, pač tudi se total lahko posnameš, edino, kaj boš pri 50 mogel narediti, ne boš total tu snemal, ampak boš mogel iti malo bolj nazaj kameru dati, ne. So da, ker on, se pravi, kar naredi objektiv je manjša kot cifra, 50-ka, to je ja, 1.4, eno, čist dovolj, ta je on je za 90 €, ne? Ta objektiv, kaj je ta Nifty 50 se mu reče, Nifty 50, ker je 50 mm, pa dobiš za najmanj denarja največ kvalitete in ta je čist
ti lahko film posnameš s tem objektivom. Če ga daš, če v redu osvetliš, če paziš na osvetlitev, pa imaš en fotič za, ne vem koliko so danes, so Jurija, so že 500, ne vem, pa tega ti lahko film posnameš za kino, pa noben ne uvedel, da si ti to s tem snemi. In v bistvu, kaj objektiv dela, ne manjša ona cifra, bolj široki razpon, se pravi, to bi bila, ne vem, 24, ki bi vas tako posnela, ne, pol bi vas 35, pol 50, ki bi zdaj samo še njo ujela, ne, pol bi pa šli na 85, ki se pravi za close-up, to bi pa samo njen obraze dolgo, ne. In zato rabiš ponovadi delaš s 3 objektivi, to smo mi pol kupili, te 3 objektive, ker si naštudiral, da te morajo biti, ne, se pravi, za total, za ta nek srednji kader, pa za close, ne. A vsi razumete tole zdaj, kaj govorimo o fiksnih objektivih, pa o teh, ki omogočajo zoom? Prav, fiksni objektivi so te, ki jih ne moreš se zdaj približati. Lahko se samo fizično pač približaš, oddališ, ne. Predvsem je pa ostrenje toliko boljše pri fiksnih ponovadi. Ja, boljše, zato ker on je na eno širino je naštiman in ti dobiš tudi na to širino ful lepo narediti, ne. A pa zdaj, ko si začel delati te sketchholike, a si se pravi, kot neke vzore si videl predvsem to, kar se je delalo v zuniji, doma nisi videl nekoga tazga, neke slovenske domače skeče, da si se... Doma je bil mi malo inspiracija Luka Marčetič, če ga poznate. On je bil ful malo pred svojim cajtom, ker to, da se z fotiči snema, zdaj lahko filme, pa take skeče, pa to je se slučajno zgodilo, ker fotiči so bili za slikanje, recimo Canon je imel fotkiče, je imel za fotografiranje, polje pa prodajajo kamere, ne? Kamere so pogledajo od domačih kamer, da greš na morje, pa do velikih kamerc, ampak potem se je pa zgodilo, da so se internetne strani, teke novinarske strani, recimo 24ur.com, ampak tuje pač, ne, so vedno poslali fotoreporterje, ne vem, na proteste pa na neki, ne, in zdaj so pa strani so pa začele dodajati videe, ne, in folk je hotel tudi video videti, folk ni hotel videti samo slike, kako se tam tepejo na proteste, in so hoteli video, kako tam bakle mečejo, in so fotoreporterji rekli, pač oni so poslali enega, oni niso imeli denarja, zdaj pa pošljemo fotografa, pa video snemalca, ne, in so fotoreporterji v bistvu ful pritiskali na Canon, kao, da bi se dalo še malo filma posneti, veš, da bi, ne vem, minutku tam, da lahko posnamem, ne, da še imamo to, in je Canon pač to bil tak, ja, ok, pa so dodali not snemanje, pa je folk ugotovil, ne, fakt, to dobiš ti čist filmsko sliko, ne, čisto slučajno je prišlo do tega, ne, da imajo. In so v Canonu rekli, fuck, kva nam je rad? Ja, in je kar ful šla, in pa je začel kar en folk, ki se ne ukvarja s fotografijo, kupovati te Canone, ne, vse pa je pa to še dodal Nikon, pa Sony, in zdaj imaš pač en kup teh proizvajalcev, ne, s katerimi ti lahko. Sorry, kaj je bilo vprašanje? Kdo so bili vzori na nek način? In to je prišlo, to se je zgodilo, ja, mislim, da so folk s Canonom začeli snemati Američani, pa to je prišlo tak 2008 in Marčetič je 2009, on je že imel sitcom z fotič, on je toliko nerdy, toliko not v tem, on je že imel pripravljen sitcom in on je bil res tako pred svojim cajtom, da folk še YouTube-a ni poznal, da je on že imel sitcom, ampak je dejansko dobro posnet, lepo osvetljen, čist. Kaže neki jajc. Ne, desna stran jajc je bil YouTube kanal Dan ljubezni. Dan ljubezni. To je res prišlo 2009 in tako, smo še mi bili študenti, ja, je to prišlo ven in je snemo kar epizode, ki so bile, ne vem, 7-8 minut dolge in naredil celo sezono. Tako res lepo narejeno, je bilo tako prav fakt, ne. Očitno se tudi pri nas da, ne. Tisto se lahko, ja, če si pogledate, tisto je res skor tako, za tiste cajte ful napredno. Dan ljubezni se imenuje, ja. No, to si pa povedal tudi, kako prideš do Vojota, čisto slučajno. Mislim, ti, ko si začel, si imel že takrat tako ambicijo, tole bo šlo na televizijo, ali je bilo to sam mišljeno, ok, zdaj jaz bom podobno kot Marčetič, sam za YouTube? Ne, vedno sem hotel, pač najprej za YouTube, kao, da se malo naučiš, vedno je fajn, če objavljaš stvari, ki jih delaš tudi. Ena stvar, ki se zgodi, recimo, če otrokom v šoli reče učitelj, zdaj pa naj vsak čez vikend nariše traktor, ne? In potem bomo ta traktor, vaše risbe dali v predal in ga zaklenili. Ali pa učitelj reče, naj vsak nariše čez vikend traktor in potem bomo te slike v ponedeljek dali na steno gor. Kdaj se bodo otroci bolj potrudili za tisto sliko traktorja? Valjda, cela šola bo gledala, ne? Zato je ful dobro družabno omrežje, poleg vseh slabih stvari, ki jih imajo eno dobro stvar, da ko ti neki si reče, še smo to naredili pa objavil, ti se bolj potrudiš, kot če bomo mi posneli pa zmontirali in pol si bomo tu pogledali, pa bo to Admir imel na disku, ne? Če bi oni rekli, to gre pol na YouTube in bomo mi pošerali in vse, in bi bilo tako, oh, fuck me, ne? Zdaj se I gotta put my game up, ne? Pač, zdaj se moram pa potruditi, ne?
In zato je ful dobro, da če nekaj delate, da še objavljate. Ne? Jaz tudi pač pol takoj se bi tako, ok, jaz bom objavil, da hočem, pač, da folk vidi, kaj sem naredil, pa tudi, da se malo bolj potrudim, da je malo boljše. Ne? Ampak sem vaš čas v zadnje fakt izbira delo širše vsebine, kot vse je fajn delati neke kratke klipe, pa tak na začetku, pa to, ampak bolj, ko pa več, ko pa delaš, pa bolj, ko pa rasteš kot nek umetnik, vedno hočeš malo daljše stvari delati, da nisi ujet v 2-3 minutnem formatu, ne. Zato recimo delati neko vdajo bil vedno cilj, ne. Zdaj recimo serijo delati, ker serija pa spet mora imeti, moraš držati storyline ne 3 minute kot v sketchu, ampak ga moraš držati 25 minut in pol to moraš držati celo sezono, vsaka epizoda, ki se še pol mora povezati, ne, in tak, da vedno, da greš nek korak naprej v svojem razvoju, ne. To zdaj že govoriš o risanki. Ja, recimo. Ampak vmes si imel še Godlerja, ne? Ja, vmes si bil Godler, ja. Kako bilo pa to? Rabil sem denar pa službo. Ne, ena stvar, ki se ti v Sloveniji zgodi, če delaš, ker je pač tak mali trg, pa če ti delaš neke, jaz sam sebe smatram za alternativno komedijo, ker pač to ni, tako sem rekel, ni ejžešna, pa dva na piro, ne. Če ti delaš alternativno komedijo, noben tega ne rab. Noben tega ne rab, tudi če ti narediš, spišeš, režiraš, igraš v skečih, ki imajo, en ima 2 milijona, en ima milijon ogledov, pol milijona ogledov, take nore cifre za Slovenijo in na koncu dobiš, zakon staj, hvala. To ni plačilo, ti rabi vseeno od nečesa, ampak tako pač je, jaz na podlagi tega, Ti si šel iz medicine zato, ker si hotel biti plačan. Jaz sem hotel nekaj zaslužiti. Ne, ampak dejansko, ja, če ti delaš v nekem velikem trgu in ti narediš nek uspeh, še vsak, ko je naredil nek uspeh, presledijo neke pogodbe, ampak v Sloveniji tega ni, premali trg je, ni konkurence, to je problem. Ne? Zdaj ti delaš nekaj za en kanal in pol, kje je ta drug kanal, ki bi spet nekaj rab, ni ga, ne? Pač ne moreš, ne? In pol enostavno, taka stvar te pol malo včasih potrek, tak fakt, da se trudiš, se potrudiš, ampak moraš pol nekak motivacijo pri sebi poiskati, da boš boljše delo. Ne? Jaz sem pol enostavno, ko smo toliko snemali, sem bil že malo nasičen tega, konstantno teh snemanj, konstantno montaža, konstantno to, ker biti na setu je res naporno. Ne vem, kako ste se vi imeli na setu, ampak a je bilo komu ful tak naporno? Ne. Pa dobro, mi smo to v 2 urah. A ste 2 ure, okej. Ker tako, ko si bo 8 ur na setu, pisa naporno, ki ti priješ tja ob 8. Ja, sem, ko si 8 ur na setu, pol je tudi hrana. Ne? Je tudi hrana, pomembno, pazi, kaj ješ, pa ne se prenajes. Ker potem si pa ful zmatran, ja. Ne, se te ful zmatra, tak, če nisi človek za zunaj, pa mislim za akcijo, pa to za teren, pol te ful zmatran. Pol se mi zdi, da sem bil kar tak po 3 letih tega, ker smo res ful snemali, ne, pa to je bilo vse low budget, se pravi, začelo se s tem, da smo se zjutraj dobili pred pisarno, sami nanosili svojo upremo v avte, se zapeljali do seta, ki smo ga sami rezervirali, pol smo imeli maskerko, ki nas je naličila in pol smo v prvih 2 sezonah sem sam postavil kamero, luči, smo sami pač napisali stvari in pol dostikrat sem še jaz snemal, ali pa če sem jaz igral, je Sašo snemal in pol koma v drugi sezoni smo dodali, da sem enemu dovolj zaupal, da je bil snemalc, ne, in ker res pol se je videlo, da malo boljše dela še kot mi, je bil del ekipe. In taka stvar, da pol res utrudim, pol sem jaz rabo tako po 3 letih, okej, jaz bi pa zdaj delal neko studijsko vdajo, da ti v petek reče, zdaj pa gremo snemati, okej, vse je tam, a veš, ne rabiš postavljati teh luči, pa one luči, pa te kamere, pa kam bomo dali, ampak vse je tam, ti prižgeš, začnemo, akcija, ne. In to je prednost pač studijske vdaje, kot je Godler, ti sam prideš, pišeš scenarij in pol v petek se posname, to ni tvoja skrb, kako bo to realizirano, ne. Ko smo že pri skrbi, a fotki, če snemajo, ali že 20 minut minili? Ja, vse je važno, da je on. Važno, da sem jaz. Vse nekje sem verjetno tudi jaz not. A snemata? Aha, ok. Vmes bomo malo slike izgubili, ne? Ampak imamo pa zvok. Imamo pa zvok, kar je pomembno. Tako da lahko damo fotko. Dobrošli v podcast. Zeko. Ja, Zeko skriva besedico eko. To je. Hkrati je pa to pač zajček v srbo-hrvaščini. Super. In pač Godler ti je bilo fajn to delati, pisati, pa tudi malo igrati, pa Ja, meni bil si korespondent.
reporter z terena. Tako, na začetku pa sem se malo tudi umaknil z tega, predvsem zaradi COVID-a, ko nekako ni bilo možno na terenu. Sem imel velike plane s tisto vdajo, kaj bi pošiljal folk na teren, pa kaj bi delal, pa COVID seko, pa je bilo tako, fuck. In pa dansko čudež bil, da smo sploh delali, ker smo bili tehnično tako sposobni, da smo doma lahko delali in zajemali materijale in vse skupaj in tako. Še dobro, da smo že reala imeli kot programer, da je tudi znal, kere programe uporabiti, zakaj, da smo zajemali in nadajali nazaj in tako. In sem jaz nalagal newse na YouTube, da smo z YouTubea gledali news in se vsi skupaj dobili na Discordu in tako res... Mi se celo sezon, 2 sezone se skoraj v živo nismo videli, pa smo delali 2 sezone vdaje, smo naredili, brez da bi se videli iz domač. Vsak je bil pri sebi doma, to je to. Jure je prišel pač v studio, pa pol to interpretiral pred kamero. Ne. A si imel COVID? 2-krat, Si ga imel? seveda. In? Drugič je pusi. Drugič ni... A pa za tebe kot medicinca to ni Uvira? neka težava. Mislim, ti se A mene drugače? Ne, ti se znaš odzvati, ne. Ti kaj? veš, vitamini... Ma kurac, prvič me je položilo ko svinjo, veš. Ja. Prvič me je Kero verzijo si imel? Po kaj je to? Beta je to bilo, ne? Beta. 2020, ja, decembra, to je še bila beta. Te za Omikron, ko ste Jaz sem imel Omikron, to je. pa ni bilo lahko. Dobro, znate, ko je bilo prvič. Prvega ne pozabiš je pri koroni. Prve ne pozabiš. Ampak zdaj delaš, pa se pa odločil, da boš delal risanko. Ja. Ker se odločil, ok, film zdaj obvladam, video obvladam, televizijo obvladam, zdaj gremo malo v animacijo. Ne, ugotovil sem, da je na svetu toliko enih spremenljivk in kaosa, da je lažje biti z računalnikom, imaš ljudi, ki delajo z računalnikom in noben tu vrnjak ti ne zjebe scene, nikoli se ti ne zgodi, da greš na WC, priješ nazaj in igralcev ni. Enkrat nam je Ton spizdil na pošto in ga ni bilo uro pa pol, Gilas je šel na pošto in pride čez uro pa pol, sorry, sam ful je bila gužva, jaz pa moram danes poslati, ker je rok do jutri, pa tako model, ti si plačan, da si z nami, ti si šel na pošto. Ti si edini klele plača. Ti si edini, ja. Ton si bil edini, ki je kaj zaslužil, on je bil ostali, si pač pizda nič. Ja, zdaj se pa spustil, mene je vedno zanimala pač ena stvar, ko mi je vedno privlačna že od malega adult animation, pač ko imaš risanke, ki so fucking ugabne in neprimerne, ampak to je top. Bolj ko je ugabna, pač Beavis and Butthead, South Park, če kaj gledate, ne, te novejše, to dobre so recimo Big Mouth, BoJack Horseman je najboljša vseh časov, verjetno. Se strinjam, BoJack Horseman. Kaj boljše kot South Park? BoJack je najboljše spisana scenaristično. Pa tudi ni tega toliko, ker je sam 6 sezon in pol ima več smisla. Mene je to vedno privlačilo, zato sem tudi mogoče šel na IAM, ker se tam si se malo učil več. Ni bilo vse na videu, ne? Čeprav sem šel v video smer, ampak si se tudi naučil malo grafike, pa delanje s slikami, pa take stvari, zato da imaš neko predznanje, da sploh veš. Jaz sem vedno hotel risanko delati, recimo, pa ti gledaš risanko in si misliš, to so njega narisali, pa so spet narisali, pa spet drevo. Pa tako malo tega znanja naviš, pa gledaš risanko, pa si tak, kurba, to so layerji. Veš, koliko ti kaj vidiš kar njega, pa on je en layer, pa drevo je en layer, pa to je en layer, ne. Ko imaš tudi predznanje z videa, ne, ko si enkrat video del, tudi veš, pizda pa sem dal napise pred njega, pa sem dal en vinjeto čez njega, pa pol je bil video, ne, pa take stvari in pol isto vidiš, pizda pa se risanka isto narejena, ne. Risanka so v bistvu layerji, ampak je pač na drugačen način narejeno gibanje in ozadje kot to, ne. Tako zdaj sem malo v tem svetu risanem, ki je bolj kontroliran kot in ti dejansko to rišeš, pač. Jaz sem najprej mislil, da ti sam scenarij pišeš, da imaš nekoga, ki ti riše. Ne, nimam to denarja. Ampak dejansko tudi rišeš. Recimo, delam pač trenutno pilota za Adult Animation, ki bo pač junija končan in ga probam pač prodati. In sem pač celo od tega tako, da sem pač narisal ozadja, pa narisal like, pa se naučil nekako animirati to, pa zrežirati, zato da pač vidiš, meni je vedno fajn, da znaš vse delati, tako kot pri videu, da sem znal pač vse delati, ne? Zato da pol razumeš, za katero stvar koga rabiš, pa kaj je pomembneje. Ne? Tako zdaj pri videu vem, da če bi zdaj šel nekaj videa snemati, bi rekel, fuck it, ful dobrega tonca rabim, ne?
zato ker to mi odnese 50% skrbi. Ne? Da ne bo en tam, ki ne bo dobro posnel, kaj in pol bo vem, kako problemov imel. Ne? In pol bi zdaj tudi rekel, ok, se ne bom z lučjo ukvarjal, rabim enega, ki mi dobro osvetli in pol veš, ok, jaz bom pa na kameri porežiral zadevo. In že to, da si se to naučil, je že ful. Ne? In pač tega ne bi vedel, če ne bi šel iz nule pač delati, da sem delal vse, ne? In da sem bil tonc in da sem snemal in da sem pač res izvan nosa upremo in tako, in isto zdaj pri risanki, da sem začel risati v zadnje, kolike pa to, zato da pol vidiš, aha, te deli so, in pol tudi najdeš, kaj je tebi všeč, ne, ker se najprej misli tak, animacija, jaz bi animiran, zdaj ko animiran sem tak, to se tišče tam za računalniku, in se tako, da hod znaš tako veči in priješ pod roke in se tako, gremo domov, in se tako sfukate, ti si not tiste, in pol vidiš. Čakaj, pa imaš neko pisarno? Ne, doma. Kaj pa, Ja, dejansko začne se tako. Ja. Zdaj recimo moja zgornja meja 30 sekund videa, ker je vseeno simple 2D animacija, ne? Če si pri 3D-ju ti spozab, ja, cel dan delaš za 1 sekundo. Zdaj pa ja. Čakaj, ti tudi delaš malo animacije. Isto tako pač, ko sem probala, sem videla, da to pač ni za mene. Jaz bi bolje, če bi background artist. Ja, evo, to je recimo ena fajn področje. Ne? Spravi, pri risanke se stavljam iz ozadja, ne? Spravi, če smo mi do risanka, imaš ozadje, nekdo mora to narisati, ne? Okay. Pol nekdo mora narisati najo, ko sva lika, ne? In pol imaš pa še včasih ljudi, ki rišejo propse. Se pravi, vsaka stvar, ki bo nekdo vzel v roke, ti si to vzel v roke, to je prop. To ni več ozadje, to je prop. Ne? Ok, ne se dotikati, ampak to je zvok. Vemo. No, imaš to in pol, zdaj, to je nekdo narisal. Zdaj pa imaš ljudi, ki morajo to spraviti v gibanje. Se pravi, pol pa pride na vrsto rigging artist, to je pa nekaj, kaj meni najbolj všeč pri animaciji. Se pravi, človek ti dobiš sliko, risbo nekega človečka in ti zdaj moraš to narediti tako, da se bo to gibalo in da se bo roka gibala in da ko bo on hodil, da se bo čevel in da se bo lahko obrnil in se bo lahko predklonil, ne, in to, se pravi, imaš to, da nekdo naredi to. Se pravi, to ločena oseba dela. A ni bilo tako včasih pri animaciji, da pač unka riše, ne? To, če govoriš o frame by frame animaciji, klasični, ne, da se je Ja. tam se je risal vsak drugi frame in se je risalo. Ne. Ok, seveda si imel nekoga, ki je narisal, takrat so na folije delali, ne, in si imel ti, se pravi, nekaj, ki je narisal ozadja, nekdo pa je narisal te like, ne, in je pol like risal, ne. Ampak še tam si imel ločeno na te glavne animatorje, ki so naredili key pose, se reče, ne, se tudi to učili, ne, se pravi, nekdo je narisal mene, ko sem tak, in mene, kot tebe davim, ne. Potem so pa dali tam malim študentom, no zdaj pa vi naredite to, kaj je vmes, ne, in oni so mogli narediti to, ne, da to naredi, ne. In ta glavni je pa prišel, pač pa jedel sendvič, pa sam rekel, to malo popravi roko, ne. Pač to, vedno si imel razdeljeno, ne. In to je pač risanka, se pravi, ozadje, liki, ki funkcionirajo. Se pravi, risanka je delo za v bistvu ful številčno ekipo. Ja. Razen v tvojem primeru. Ti si se pa tega lotil sam. Ne? Pilota. Ne moreš pa okay. pol delati sezone, ti lahko delaš kratke risanke mogoče, ampak spet vedno, ko delaš sam stvari, tudi če sam se zmožeš, vedno trpi končna kvaliteta, ker nikoli ne boš ful dober v vseh stvari, vedno boš ful dober moče v eni stvari. Ne. Ostale stvari si, ampak si pa s tem povečaš možnosti za uspeh, ker to je neka teorija. Aleš slučajno to omeni, to teorijo? Kjero? Aleš Novak. Kjero teorijo? Kjero Aleš. Ti se ne vem, kak je, ampak če ti delaš, se ti v življenju ukvarjaš s eno stvarjo in bi rad bil uspešen, ti moraš biti v top 4% v tej stvari. Se pravi, če ti... To je top 4 teorija. Tako se ji reče. Ne vem. Imel si me, da jo poznaš, vsaka čast. Ne, dejansko, da če ti delaš eno stvar, se pravi, ti si sound design. Se pravi, ko mi posnamemo, on dobi nekdo dela te prelive med zvoki in kaj glasneje in kaj skje prihaja. Če ti samo to delaš, ti moraš biti na top 4% ljudi, ki se s tem ukvarjajo, da boš ti uspešen v tem. Ne? Če pa ti recimo temu dodaš še nekaj, da si ti poleg tega znaš še snemati s kamero, pa moraš biti med top 20%. Ne? Pa to pa ni več tako nedosegljivo. Ne? Pa če znaš še nekaj, pa se vedno spusti. Ne? Zdaj, če hočeš ti živeti z nečem, vedno fajn, da znaš več stvari. Če ti znaš spisati scenarij, pa znaš na televiziji igrati, pa znaš stand-up komedijo narediti, pa znaš te delance voditi in tebi nekako zlaufa z meseca v mesec. Ne? Tako. Predstavlja se, da bi zdaj ti bil sam scenarist. Predstavlja se, da bi bil še zdravnik, poleg tega, ne? To bi mogel biti v top 4%, to pa nisem.
Top 4 teorija. bila. Top 4. To je dobro vedeti, ne? Ja, ja. Za vse vas, ki imate pač mogoče neko ambicijo, Ja. da se ukvarjate s tem. Treba sam priti med te 4%, se pravi. Treba sam biti boljši od 96% drugih. In pol Ki se ukvarja s pol tem. ni ne. problem, več tako je rekel Aleš Novak. Zdaj pa, Ja. ali to drži? Recimo ti, ko si ilustrator, ne, verjetno isto, ne, če bi ti samo se z ilustracijo ukvarjal in čemer drugem, a imaš šans, mislim, res moraš biti top of the game, ne. Zdaj pa, če še znaš pa ti nekaj še storyboarda narediti, pa to, ti lahko živiš z meseca v mesec, ker znaš pa več stvari, ne. To je vedno v teh naših umetniških vodah. Ne. Ja, vedno prav pridem. Vedno več je tega, no, zdaj že tako, pač, ko sem grafično oblikovanje, tudi pa podeluje še pa web design, pa še to, pa še animacijo, pa še ne vem, kaj še vse. Še tetoviraš lahko. Ja, ja, ven pride res kao. Se si bila na Danskem. Se znaš risati. A imajo kakšno vprašanje iz publike? Čak sam ti pred se s temi filmi ubada, ti si bil prav doktor. Moja delovna doba zdravnika je 6 mesecev. To je tisto pripravništvo, ko končaš faks, da greš narediti pripravništvo. Tam sem nekako videl, res ne bom mogel zlaufati komedije pa medicine in enostavno preveč učenja bi bilo v medicini. Komedija mi pa je pomembna. Komedija pa mi je pomembna v življenju. Moja doktorska karija se je zelo hitro zaključila. Sam kako to, da se ni zaključil recimo v prvem letniku ali pa v drugem letniku Si v prvem faksa? letniku vedel, ko hočeš. Ja ne, jaz nisem medicine študiral. Ne? Ja, ampak vseeno se je tudi politologija. Jaz sem v prvem letniku vedel, da nam šihta dolgo, to sem vedel. Ne? Ampak ti si recimo računal, lahko si računal, da boš dobil šihta. Eni ljudje rabijo malo več časa. Ne, jaz krivim to, da sem mogoče iz takega okolja, pa če sem sprekuljen, da tak neka umetnost pa kultura, to nikoli ni bilo tam neki, da to je delavsko okolje in tak gledališče, kva? A vi ste kdaj hodili v gledališče, ko ste bili jaz sem bil v gledališču, pa šolo so nas, ja, zdaj je to del življenja, ne, da se gledališče, takrat to ni bilo pri nas, pač, da ti sediš nekje na tribuni, pa nekaj gledaš, so fuzbal tekme, to je to, pač tam tak sem, jaz odraščal in tudi galerija, kaj? Gale kaj, ne, pač tak nisem tega poznal, če mi nekdo rekel, da lahko greš na likovno umetnost študirati, ali pa nekaj bi rekel, to so oni, ko tam cukrarni umirajo, ko pač nimajo, a veš, tako je meni to predstavljeno v otroštvu. Klošari. Ja, to so pač oni klošari, ali pa AGRFT, to so pol oni zapiti tam, a veš, zbralo ko tam, ne, tak niš, polko me, ko čez čas, ko spoznaš to Zdravnik je pa spodoben. ja, to je poklic. pa to, ali pa duhovnik, recimo, ne, samo jeba, ko nisem veren, ne. Pa ne moreš. Pa se ne rabiš biti veren Za duhovnika, teologijo? po moje. Pa ne vem. Ne vem, kako je zdaj. takrat sem- Se oba poznava enega modela, ki šel teologijo študirati. Aha, ja. Pa ni končal ravno v teh vodah. Ja, se pravi, in pol si, kdaj so pa pol tvoji starši izvedeli, da se ukvarjaš s komedijo in s filmom? To... Ja, kot enkrat vidim na TV, jim kar jasno. Ne, vse sem bilo zgodaj, da sem rekel tako, jaz pa zdaj malo nastopam stand-up komedijo, pa tako ni bilo čisto jasno, kaj to je ali pa kaj. Pa tak, tudi material ni bil primeren, da bi jih glih povabil to poslušati. Jaz sem vedno pač, meni so všeč pač bolj dark stvari, bolj sick stvari in bolj, jaz ful težko naredim, jaz zdaj, ko že nazaj gledam, pa gledam, kako sva nastopa nekje, pa sem tak, pa a si mogel to reči, a si mogel, a ne moreš ti enkrat, da ne greš te neka sick scena, tak, ampak pač, če takšen si, ne moreš ven z tega, ne. Ampak so, ja, so nekako sprejeli. Ampak kdaj so oni, na primer, nehali govoriti, da je njihov sin zdravnik? Še niso. Mislim, da mene še vedno se predstavlja kot doktor Celec. Ampak itak, ja, ampak vsi vejo, ko vidijo tak, ne, se on je tam, ne. S tem, da dosti ljudi dejansko misli, da jaz prakticiram medicino, ko me kaj neki najame ali pa kaj, celo ko greš na kak nastop, pa tak. Pa pol rečem, ja, jaz sem se pripravil tam pri Celju, zdaj živim, pa to. Pa reče, aha, tam imate ordinacijo. Sam misliš, da ne boš nikoli se vrnil? Ne, si nor. Zdaj sem več časa Ja, a bi lahko združil te... Ne, te- ker ste obe karieri. Ni nobena ne služba, obe ste karieri.
To je Chris Rockova teorija. Ti lahko delaš komedijo, če je tvoja služba, da pomivaš posodo. Ne? Ti lahko pomivaš posodo, to razmišljaš in pa imaš kariero v komediji. Če ti delaš nekaj, kar je karijera, se pravi, se ti ful učiš, ful trudiš, pa greš delati nekaj, kar je karijera, ki se učiš, pa trudiš, ne moreš, crkneš. Ne? Še vse, če imaš pa še familijo zraven, pa itak... Ne, ampak sem mislil tako, recimo, da biti, ne vem, medicinska fakulteta ali pa nekdo od Vitanel, da snemaš neke skeče, skozi katere izobraževalne, zdravstveno izobraževalne skeče, kaj tazga. To bi se dal. Vse nekaj sem že, nekaj takega sem enkrat delal, nekaj oživljanja, pa to. Ja, vidiš. Tega. Ni pa, da bi me mikalo, da bi se vrnil tja, ker to je en kup enega učenja. Ni fajn življenje, pa če biti zdravnik. Ja. Okay. Da si dobil odgovor, ki si ga iskal. Tako da, ves ta davkoplačevalski denar, ki je šel v to, da te izobrazimo, Se plačujem davke nazaj. Bi bilo boljše, če bi šel na... Kaj? Če bi danes šel še enkrat študirati, kaj bi šel študirati? Če bi bil zdaj... Danes obstaja v Novi Gorici, lahko animacijo greš študirati. Če koga zanima, ti si še za pred faksom, je še kdo pred faksom? Ja, tim. Ti si še srednja šola si. Aha. Kaj bo šel študiraš? Ti še lahko greš, vsi si po letih si tam. Ti si že nekje malo preveč zabredla, ne? Ker letnik si? Ja, to si že predalec. Ne, še vedno lahko restartiš pa nekaj drugega. Ja, ti si diplomiral, pa si šel. Ja, jaz sem diplomiral, pa si šel. Tako da ona Ja, še vedno ampak- lahko zavozi. Sem se videl, da ko nek faks narediš, lahko greš neko izobraževanje varianto še narediti, tako da bi šel pa še enkrat nek faks od začetka delati, ko pa so tam 19-letnik pride, Žuran Ljubljano, ti si pa tak 25, pa si tako, sem utrujen, kje se vse pa. Pri nas v Sloveniji, tako se mi zdi, da je to neka taka stigma glede tega, da ne vem, pri 35-ih ne bi mogel iti nazaj v tujini, pa ful imaš pač sošolce, ko so starejši, pa to ne, še tudi še hodijo. Ja. Greš z 80 v penzijo. Jaz, ko sem bil v Ameriki v izmenjavi, ne, tam en sosed je bil, ki je bil tako, sprav, jaz sem prišel 25 star, to sem šel na podiplomcu, moj cimer je bil tako 19 in vsi ostali so bili, pol je bil pa ta en, ki je bil pa tako, mislim, da je bil takrat že nekih 36. On je bil profi hokejist, a veš, ki je špilil, pač špilil in pol, ko je nehal, pol je šel študirati, ne. In pol on je tako malo več iskal moja družba, ki me tako malo ločil od ostalih. Veš, ta je malo starejši. S tem se boš tekal. Meni se je pa zdaj tako, kao ti si star. Ja. Ja, če imamo še kakšno vprašanje, če ne, bomo te kamere ugasnili, pa se gremo pol. Malo mogoče ogledati to lokacijo, da vidimo, a ste za to, da bi snemali pol to nadaljevanje.